Lepo pozdravljeni. Najprej hvala za organizacijo tega srečanja in pa hvala tudi vsem za udeležbo. Me veseli, da se želite naučiti nekaj novega o opraševalcih. V tem današnjem predavanju bom najprej predstavil pomen opraševanja in pa pomen pestrosti opraševalcev, potem bom podrobneje predstavil življenje čmrljev in pa čebel samotark. Na koncu pa si bomo pogledali, zakaj so opraševalci ogroženi in pa kako jim lahko pomagamo. Za opraševanje rečemo, da je nepogrešljiva ekosistemska storitev. Ekosistemske storitve so storitve, ki nam jih zagotavlja narava, pa se jih največkrat niti ne zavedamo. Za tako samoumevne jih imamo in se jih potem zavemo šele takrat, ko pride do kake motnje. Opraševanje je pomembno tako za kmetijstvo kot za naravo, torej za prehransko varnost in pa za biotsko raznovrstnost, kajti od opraševanja žuželk je odvisnih približno 4/5 divjih in pa kmetijskih rastlin. Ker si nekateri vrednost opraševanja lažje predstavljajo, če je prikazana v denarju, obstaja tudi izračuni, koliko je vredno opraševanje v kmetijstvu. Na svetovni ravni je to nekaj 100 milijard dolarjev letno, v Evropi 22 milijard evrov letno, v Sloveniji pa 120 milijonov evrov letno. Zdaj, ko se govori, ta ocena za Slovenijo, se potem pogosto ta številka pripiše kar vrednosti opraševanja, ki ga opravijo medonosne čebele, dejansko pa to gre za vrednost opraševanja vseh žuželk, in ocenjujemo, da več kot polovico od tega zneska prispevajo divji opraševalci. Zdaj, koliko je pa vrednost opraševanja žuželk za naravo, je pa težko oceniti, lahko rečemo, da je neprecenljiva. Težko si predstavljati, kaj bi bilo z naravo, pa tudi z našim življenjem, če bi opraševalci kar naenkrat izginili. V zvezi z opraševanjem bi rad izpostavil še par drugih manj znanih dejstev, in sicer, da od opraševanja ni odvisna samo količina, ampak tudi kakovost pridelka. Ugotovili so, da se na cvetovih, ki so bolj oprašeni, razvijajo bolj kakovostni plodovi, torej lepši, bolj obstojni in pa bolj hranljivi. To je po interesu tako kmeta, ki si želi kakovosten pridelek, ki ga bo lahko dobro prodal, kot tudi potrošnika, ki si želi kakovostno hrano. Potem hrana, pridelana z opraševanjem žuželk, je ključen vir določenih vitaminov. Mnogi si narobe predstavljajo, da če ne bi bilo opraševalcev, pa kar ne bi bilo hrane. To ni čisto res, zato ker je od opraševanja žuželk odvisna le 1/3 hrane, seveda tudi 1/3, je veliko, sploh ob dejstvu, da hrane primanjkuje. Ampak 2/3 pa ne potrebujejo opraševanja žuželk, recimo žita, so vetrocvetke. Res pa je, da če ne bi bilo opraševalcev, ne bi primanjkovalo določenih vitaminov, zato ker določene vitamine in pa mikrohranila pa dobimo samo v hrani, ki potrebuje opraševanje žuželk. Potem potrebe po opraševanju naraščajo, vedno več ljudi zahteva vedno več opraševanja, vedno več opraševanja pa zahteva vedno več opraševalcev. In pa v zadnjem času tudi vedno bolj spoznavamo pomen pestrosti opraševalcev, kar je tudi v bistvu rdeča nit tega današnjega predavanja. Zdaj, ko govorimo o opraševanju, večina ljudi pomisli na enega samega opraševalca, to je na medonosno čebelo, na kranjsko čebelo v našem primeru. Ta je sigurno pomembna opraševalka, nobenega dvoma o tem, vendar pa nikakor ni edina. Torej, kaj si predstavljamo pod pestrostjo opraševalcev? Pomembni so tudi divji opraševalci, kamor pa v prvi vrsti spadajo divje čebele, kamor spadajo čmrlji in pa čebele samotarke. V Sloveniji je bilo doslej najdenih kar 575 vrst divjih čebel. Potem pa oprašujejo tudi druge žuželke, kot so muhe trepetavke, metulji, hrošči, ose in še kaj bi se našlo. Ko govorimo o opraševanju, moramo potem imeti v mislih ta mozaik. Ko govorimo o medu, cvetnem prahu, vosku, propolisu, moramo imeti v mislih medonosno čebelo, ko govorimo o opraševanju, pa ne smemo pozabiti tudi na divje opraševalce. Seveda se kdo mogoče sprašuje, ali pestrost opraševalcev potrebujemo, ali zadostuje že, če imamo in varujemo samo kranjsko čebelo.
No, najlažje na to vprašanje odgovorimo, če si pogledamo to zelo obsežno raziskavo, sicer zdaj že stara 10 let, pa vendarle še vedno zelo pomembna in pa odmevna, ena ključnih na to temo. To raziskavo, v kateri je sodelovalo več kot 50 raziskovalcev z celega sveta, potekla na 5 celinah, na 600 poljih in pa vključevala 41 kmetijskih rastlin. No, primerjali pa so učinkovitost opraševanja medonosne čebele in divjih opraševalcev. Pa si poglejmo, kaj so gledali. Imeli so nasade, v katerih je opraševala samo medonosna čebela, to je na levi strani schematsko prikazano, z nasadi, kjer so bili poleg medonosne čebele tudi divji opraševalci, to je pa na desni strani, in so potem pogledali količino pridelka in so ugotovili, da je pridelka več, ker poleg medonosne čebele oprašujejo tudi divji opraševalci. Potem jih je pa zanimalo, kako je pa v primeru, če je medonosnih čebel veliko, a tudi v tem primeru divji opraševalci še kaj doprinesejo. Imamo nasade z veliko medonosnih čebel, pa brez divjih opraševalcev, in pa nasade z veliko medonosnih čebel in pa še z divjimi opraševalci. In so potem ugotovili, da divji opraševalci povečajo pridelek tudi tam, kjer je medonosnih čebel veliko. Potem so imeli pa še tretjo varianto, in sicer, da so imeli pa ali samo medonosno čebelo ali pa samo divje opraševalce, so spet gledali količino pridelka in so ugotovili, da bolje, da oprašujejo samo divji opraševalci, kot pa samo medonosna čebela. Če povzamemo, ugotovili so, da je pri divjih opraševalcih učinek na povečanje pridelka dvakrat večji kot pri medonosni čebeli. Potem, da divji opraševalci povečajo pridelek tudi tam, kjer je medonosnih čebel veliko, in pa da medonosna čebela divjih opraševalcev ne more nadomestiti. Zdaj, kaj to pomeni, recimo tako čisto na takem konkretnem primeru, na primeru Slovenije. V Sloveniji imamo več kot 200 tisoč čebeljih družin, imamo eno največjih gostot medonosnih čebel v Evropi, vendar tudi če bi jih imeli milijon družin, bi še vedno potrebovali divje opraševalce, če želimo zanesljivo opraševanje v kmetijstvu in pa če želimo ohraniti biotsko raznovrstnost. Seveda se ob tem mogoče kdo sprašuje, katere pa so posebnosti divjih opraševalcev, da jih medonosna čebela ne more tako zlahka nadomestiti. Pa si pogledamo to najbolj podrobno na primeru čmrljev, ki so najbolj raziskani, pa tudi sam se z njimi največ ukvarjam. Zdaj, ena glavnih posebnosti čmrljev je ta, da so dejavni tudi pri nizkih temperaturah, medtem ko medonosna čebela potrebuje vsaj 10 stopinj, še raje pa več, da je res dejavna. Čmrlji oprašujejo že pri temperaturah blizu ledišča, in nizke temperature so pomladi v času cvetenja sadnega drevja pogosto. Tu je primer čmrlja na ameriški borovnici, fotografiran pri 3 stopinjah Celzija ob 8 zjutraj. Cel dan je bilo pod 10 stopinjami, ni bilo niti ene čebele, čmrlji pa so normalno opraševali. Zdaj, ta njihova prilagojenost na dejavnost pri nizkih temperaturah potem tudi vpliva na njihovo dejavnost preko dneva. To je del rezultatov naših raziskav. Mi smo pretekla leta veliko opazovali dejavnost opraševalcev na različnih sadnih vrstah. To recimo so rezultati za jablano. Opazovali smo opraševalce od 5. ure zjutraj do 21. ure zvečer, in sicer medonosna čebela, to je rumena črta, čmrlje, zelena črta, samotarke, oranžna črta in pa muhe trepetavke, modra črta, črtkana črta pa prikazuje temperaturo. In vidimo, da čmrlji postanejo dejavni bolj zgodaj zjutraj, so potem dejavni preko celega dneva in pa tudi do poznega večera. Medtem ko so pa ostali opraševalci pa najbolj dejavni v osrednjem delu dneva, zato ker niso prilagojeni na dejavnost pri nižji temperaturi. To je na Jablani, to je bilo aprila, ko so še nizke jutranje temperature. Potem tudi dež je pogost v času cvetenja sadnega drevja, čebela v dežju ni aktivna, čmrlji pa so. To je recimo primer čmrlja v dežju, ko oprašuje ribez. Potem čmrlji so tudi zelo hitri, čeprav na prvi pogled si tega ne bi mislili, zato ker so taki bolj
okrogli, pa delujejo mogoče malo kodni, ampak v resnici, če jih pa povezujemo, pa vidimo, da so zelo hitri in pa spretni. Mi smo šteli število cvetov, ki jih obiščejo v 30 sekundah, in sicer pri medonosni čebeli, to so rumeni stolpci, in pri različnih vrstah čmrljev, to so pa zeleni stolpci, in pa opazovali smo na različnih rastlinah, in vidimo, da čmrlji v enakem času oprašijo 2 do 4-krat toliko cvetov kot pa medonosna čebela. No, pa potem kdo reče, ja, so čmrlji hitri, ampak so površni, ampak dejansko ni tako. Ugotovili so, da čmrlj ob enem obisku odloži 2-krat toliko cvetnega prahu kot pa medonosna čebela. Kljub temu, da so hitri, še vedno odložijo več cvetnega prahu, kar je z vidika opraševanja najbolj pomembno. Zakaj pa je tako? Zato, ker so večji in pa zato, ker so bolj kosmati, se potem prime več cvetnega prahu in ga tudi več pade potem na cvet. Potem še ena posebnost čmrljev je, da imajo daljše jezičke. Zdaj na sliki je rjavi čmrlj, ki niti nima tako dolgega, ima daljšega kot medonosna čebela, ampak so pa vrste čmrljev, ki imajo še precej daljše. Zakaj pa to pomembno? Zato, ker imajo nekatere rastline medovnike globoko v cvetu in so za medonosno čebelo nedosegljivi, in take rastline potem lahko oprašujejo opraševalci z dolgim jezičkom, kamor spadajo čmrlji. Potem, mogoče ste že slišali, da v luštvu oprašujejo s čmrlji. Zakaj ne z medonosno čebelo? 2 razloga sta za to. Eden je ta, da se čebele slabo znajdejo v rastlinjakih oziroma hočejo ven pobegniti. Drugi razlog je po samem paradižniku. Paradižnik ima poseben cvet, in sicer se cvetni prah je v prašnikih in se sprosti samo, če se cvet močno strese. Tega čebela ne zna, čmrlji pa to lahko, čmrlji pa znajo, in ko so to ugotovili, se je potem pred dobrimi 40 leti začela množična vzreja čmrljev, prav za potrebe opraševanja v rastlinjakih. In ta trgovina s čmrlji je danes vredna več kot 50 milijonov evrov letno. Toliko o čmrljih, poglejmo še čebele samotarke. Tudi čebele samotarke so zelo dobre opraševalke. Zdaj, skrivnost njihovega uspeha je pa predvsem v načinu prenašanja cvetnega prahu. Če samotarko primerjamo z medonosno čebelo, vidimo, da medonosna čebela prenaša cvetni prah na zadnjih nogah, čebele samotarke pa na spodnji strani zadka, in tako naložen cvetni prah je v boljšem stiku s cvetom, kot pa v primeru medonosne čebele. Pa še ena razlika je, pri medonosni čebeli je cvetni prah zlepljen, pri samotarkah je pa v prašni obliki, ga ne zlepijo, tako da potem tega cvetnega prahu več pade na cvet, kar je seveda z vidika opraševanja spet dobro. In ugotovili so, da ena samotarka lahko opravi delo kar 100 medonosnih čebel. Tu sem potem pripravil še en pregled, za čmrlje smo rekli, da so dejavni tudi v slabem vremenu, so zelo hitri, boljši prenašalci cvetnega prahu, potem cvetove stresajo, kar je pomembno za paradižnik, za ameriško borovnico, pa še za številne druge rastline, potem dejavni so od zgodnjega jutra do poznega večera, imajo daljši delovnik torej, in pa imajo tudi daljši jeziček. Tudi čebele samotarke so zelo dobre opraševalke, ena samotarka lahko opravi delo kar 100 čebel. Tudi medonosna čebela ima določene prednosti, in sicer živi in prezimuje v velikem številu, zato je potem že pomladi veliko čebel, in pa zaradi čebeljih pridelkov je privlačna za gojenje. V Sloveniji imamo več kot 10.000 čebelarjev, primarno ne zaradi opraševanja, ampak zaradi čebeljih pridelkov, seveda pa te čebele potem tudi oprašujejo. Tu bi rad poudaril, da zaradi večje učinkovitosti divji opraševalci oprašujejo veliko več, kot bi sklepali samo na podlagi njihove številčnosti. Če gremo v sadovnjak, sploh sredi dneva, pa da je lepo vreme, bo številčno res mogočno, skoraj gotovo, sploh na jablani prevladovala medonosna čebela, vendar pa to ne pomeni nujno, da tudi opravi večino opraševanja. Več kot polovico opraševanja v kmetijstvu opravijo divji opraševalci.
Zato tudi vedno potem poudarjam, da brez pestrosti opraševalcev ni prehranske varnosti. Tako, zdaj smo spoznali pomen opraševanja in pa pomen pestrosti opraševalcev, zdaj si pa pobližje najprej poglejmo življenje čmrljev. Čmrlje ste gotovo vsi že videli, jih poznate, jih vidite na cvetovih, kjer nabirajo medičino in pa cvetni prah, podobno kot medonosna čebela. Zato bom tudi življenje čmrljev primerjal življenje medonosne čebele, torej oboje vidimo na cvetovih, čebele odletijo v čebelnjake, kam pa grejo čmrlji. Tudi čmrlji imajo svoja gnezda, imajo svoje družine, na levi strani vidimo majhen del gnezda medonosne čebele, desno gnezdo rjavega čmrlja, oboji živijo v družinah, v skupnostih, ki jih sestavljajo matica, delavke in pa del leta tudi samci. Sta pa dve veliki ali pa pomembni razliki. Prva razlika je v velikosti družin, medtem ko ima čebele družina nekaj 10.000 osebkov, pa so čmrlje družine veliko manjše, in sicer štejejo samo nekaj 10 do nekaj 100 osebkov, odvisno od vrste. Druga razlika pa je trajanje družine, medtem ko so čebele družine praktično nesmrtne, samo vsakih nekaj let morajo zamenjati matico, pa so čmrlje družine kratkotrajne, nastanejo pomladi in najkasneje jeseni propadejo, torej trajajo le nekaj mesecev. Pri čmrljih namreč prezimijo samo matice, zato so vsi čmrlji pomladi matice. Opazimo jih ob prvi močnejši pomladanski otoplitvi, običajno to je marca, zdaj, ko so pa zime vedno milejše, pa pomlad vedno bolj zgodnja, pa pogosto vidimo čmrlje tudi že februarja, seveda tudi odvisno od nadmorske višine. Opazimo jih na prvih pomladanskih cvetlicah, recimo na žafranih, kako se te matice hranijo, potem pa kmalu začnejo iskati tudi primerno mesto za gnezdenje. Zdaj, kje čmrlji gnezdijo? Veliko vrst gnezdi pod zemljo v opuščenih gnezdih malih sesalcev, potem mnoge vrste gnezdijo tudi na površini, v mahu, v šopih trav, nekatere vrste pa tudi višje, recimo v duplih, ptičjih gnezdilnicah na podstrešjih, različno, ampak večina vrst pa pod zemljo ali pa na tleh, in matica, ko najde primerno mesto, v njem naredi lonček, v katerega nabira medičino, potem pa naredi tudi skupek, v katerega odloži jajčeca, iz teh jajčec se izležejo ličinke, ki jih potem sama hrani in pa sama greje. Takrat je sama, mora sama poskrbeti za vse, in to poteka večinoma aprila, ko so še nizke temperature, in matica ima sposobnost ogreti gnezdo za 20 stopinj nad temperaturo okolice, kar je za tako majhno žival, za žuželko izjemen dosežek. Potem se izležejo delavke, matica potem neha letati na pašo, zato ker je to zanjo preveč nevarno, lahko bi jo pojedel kak ptič, tako da ostane v gnezdu, gnezdo se potem lepo razvija, je vedno več delavk, in tako potem izgleda recimo gnezdo rjavega čmrlja, recimo septembra, ko vidimo že številne bube, iz katerih se bo potem izlegla tudi nova generacija matic. Tako izgleda gnezdo, če ga razpremo, v naravi pa izgleda stvar precej bolj neopazna, v bistvu samo tak kupček, pod katerim je potem satje. Zdaj pri vrstah, ki gnezdijo pod zemljo, je pa stvar še manj vidna, je pa samo luknja, tako isto kot mišja luknja. Na višku razvoja gnezda se razvijajo spolne osebke, zdaj pri enih vrstah je to lahko že konec maja ali pa junija, pri večini vrst enkrat tekom poletja, pri nekaterih vrstah pa tudi šele septembra. Se razvijajo spolne osebki, torej matice in pa samci. Zanimivo je, da samci pri čmrljih prostovoljno zapustijo gnezdo in potem več tednov živijo zunaj, se sami hranijo na cvetovih,
prenočujejo na cvetovih, preko dneva pa iščejo matice. Z maticami se parijo, recimo na neki podlagi, drugače kot recimo pri medonosni čebeli, kjer parjenje poteka v zraku, pri čmrlih poteka na podlagi. Matice potem po parjenju se vrnejo v gnezdo, se nekaj časa še hranijo, si tako nabirajo energije za prizimovanje, potem pa zapustijo gnezdo in odidejo prizimovati. Torej ne prezimijo v gnezdo, ampak nekje drugje. Ponavadi pod zemljo se nekam zatečejo, gnezdo pa potem propade. Tako da pri nekaterih vrstah gnezda propadejo lahko že junija, večinoma pa proti koncu poletja, pri nekaterih vrstah pa lahko tudi vztrajajo tam do začetka novembra, če ni prehude zmrzali. Toliko o čmrlih, poglejmo si še čebele samotarke. Več kot 500 vrst jih živi v Sloveniji, zdaj kako jih ločimo od medonosne čebele, to na sliki bi verjetno ločili, zato ker je taka bolj rjavkasta, drugačna kot kranjska čebela. No, pri tej je bila mogoče že malo večja težava, sploh na fotografiji, ker se slabše vidi, kako velika je čebela, ampak če bomo pa istočasno še za primerjavo kranjsko čebelo, pa vidimo recimo, da je ta samotarka na desni strani manjša, vendar ta niti še ni tako zelo majhna, obstajajo precej manjše samotarke, recimo tule primerjava zgoraj je kranjska čebela in pa spodaj potem ena majhna samotarka. To ni mladič, kot bi mogoče kdo mislil, to je odrasla samotarka, vendar tako majhna. Najmanjše samotarke so velike samo 3 mm. Pa še ena fotografija, sem fotografiral čmrla in potem šele doma ugotovil, da je na fotografiji tudi ena čebela samotarka. No, niso pa vse tako majhne, so tudi velike, recimo to je pa lesna čebela, naša največja čebela, je pa tako velika, da je potem tudi mnogi ne prepoznajo za čebelo, ali mislijo, da je čmrl, čeprav je še večja kot so čmrli, ali pa celo kaj drugega. Torej, čebele samotarke so zelo raznolike, tako po videzu, kot tudi po načinu življenja in tudi po načinu gnezdenja. Največ vrst gnezdi v tleh, v rovih, ki jih skopljejo. Najbolj znane so pa vrste, ki gnezdijo v takih luknjah, v lesu ali pa v odlih rastlinskih steblih, tudi v raznih gnezdilnicah, ki jih imate mogoče nekateri doma na vrtovih. Čebele letajo ven pa noter, potem pa to zamašijo z blatom in potem lahko grejo isto narediče v naslednjo luknjo in tako naprej. No, kaj je pa v luknji, pa ne vidimo. Poglejmo si, kaj čebele noter nabirajo. Čebele nabirajo cvetni prah, potem odložijo jajčece, naredijo pregrado, cvetni prah, jajčece in tako naprej. Če je dovolj dolga luknja, lahko potem v eni luknji tudi recimo 10 takih kamric. Potem se iz teh jajčec izležejo ličinke, pojedo cvetni prah, se zabubijo in potem v obliki zapretkov tudi prizimijo. Tako da šele potem naslednje leto, naslednjo pomlad izleti nova generacija čebel samotark. Tako, spoznali smo čebele samotarke, zdaj si pa še pogledamo, zakaj so opraševalci ogroženi. Verjetno, pa sigurno ste že slišali veliko o ogroženosti medonosne čebele, čeprav stanje pri njej ni tako zelo resno, kajti v več evropskih državah, tudi v Sloveniji, število medonosnih čebel celo narašča. Ne sicer zato, ker bi bile razmere zanjo vedno boljše, dejansko so vedno slabše, ampak zato, ker je vedno večje zanimanje za čebelarjenje, zato je vedno več čebelarjev in posledično tudi vedno več medonosnih čebel. No, pri divjih opraševalcih je pa stvar bolj kritična, tu pa dejansko res lahko govorimo o ogroženosti. Če pogledamo zdaj tu samo čebele, divje čebele, v Evropi živi približno 2000 vrst.
tem, da za več kot polovico vrste premalo podatkov, da bi sploh lahko ocenili, ali so ogrožene ali niso ogrožene. No, pri čmrlih, ki so pa najbolj raziskani, pa ugotavljamo, da v Evropi grozi izumrtje četrtine vrst čmrljev. Pri polovici vrst pa populacije upadajo. Tu pa dejansko res govorimo že o izumiranju. Je situacija resna in je zato tudi ponekod že tudi ogrožena zanesljiva kmetijska pridelava oziroma zanesljivo opraševanje. Zdaj, kaj so razlogi za to? Razlogov je več, in sicer tu bi izpostavil 4: pomanjkanje hrane, pesticidi, bolezni in pa pomanjkanje gnezdišč. In nekatere se bomo zdaj potem v nadaljevanju malo bolj podrobno ogledali. Zakaj opraševalcem primanjkuje hrane? Razlog so spremembe v okolju, ki smo jih povzročili ljudje, v večješni meri tudi spremembe v kmetijstvu. Mnogi travniki so danes bolj gnojeni, bolj zgodaj in pa bolj pogosto košeni, kar je dobro z vidika pridelave več in pa bolj hranljive krme, ampak z vidika opraševalcev je pa to slabo, zato ker na takih travnikih ne najdejo hrane, so v bistvu brez cvetov, so za opraševalce zelene puščave. Zdaj, mogoče na njih še zacveti pomladi regrat, vendar je ta teden, 2 tedna obilja premalo, da bi opraševalci zaključili svoj življenjski krog. Recimo čmrlji potrebujejo hrano od pomladi do jeseni, da se razvije nova generacija matic. Potem drugi razlog za pomanjkanje hrane so pa podnebne spremembe, ki se kažejo kot nizke temperature, oziroma najprej kot zgodnje pomladi, ko vse zacveti, potem pa pride do ohladitve, do pozebe in naredi škodo tako v kmetijstvu, kot tudi neke škode v naravi, zamrzne cvetje in s tem tudi hrana za opraševalce. No in pa drugi obraz podnebnih sprememb so pa tudi dolgotrajne poletne suše, ki tudi negativno vplivajo na razvoj rastlin, na cvetenje, na medenje in s tem tudi na količino hrane za opraševalce. Je pa tu pomembna razlika, to je tudi težava medonosne čebele, seveda, pomanjkanje hrane, ampak čebelarji to rešujejo na način, da čebele potem krmijo s sladkorjem, zadnja leta vedno bolj pogosto, morajo to početi že pomladi ali pa tudi poleti. No, ampak divji opraševalci pa se morajo znajti sami, ker živijo divji, jim ne moramo na tak način pomagati, tako da je potem pomanjkanje hrane za njih še veliko bolj usodno kot pa za medonosno čebelo. Potem so pesticidi. Zdaj o tem, to je verjetno prva misel večine ljudi, ko sliši za ogroženost opraševalcev. Pesticidi so sigurno problem, predvsem lokalno, tam, kjer se jih uporablja veliko. Zato so nekateri prepovedani za uporabo v času cvetenja, nekatere se pa lahko uporablja, vendar samo ponoči. Zdaj, zakaj je tako, se bomo vrnili na ta graf, ki smo ga že prej si ga ogledali. Zakaj ponoči? Zato, ker je medonosna čebela najbolj aktivna v sredini dneva, ponoči pa ni aktivna. To je prilagojeno medonosni čebeli, in kot vidimo, to ustreza tudi čebelam samotarkam in pa muham trepetavkam. No, pri čmrljih je pa stvar že malo bolj vprašljiva ali pa malo bolj rizična, tvegana. Recimo, če se škropi prepozno zjutraj, bojo najbolj nastradali čmrlji. Tudi če škropimo prezgodaj zvečer, je največje tveganje, da bomo pesticidom izpostavili čmrlje. Pa tudi recimo, če škropimo ob 4 zjutraj, ko čmrlji niso dejavni, je takrat, ko čmrlji postanejo dejavni, več ostankov na cvetovih kot takrat, ko postanejo dejavne recimo medonosne čebele. Zdaj je pa stvar še toliko bolj tvegana ali pa problematična, se pa moramo spomniti še biologije čmrljev, zato sem tudi prej predstavil. Pomladi so pri čmrljih samo matice in takrat, ko cveti sadno drevje, so dejavne matice. Matice oprašujejo in so matice neposredno izpostavljene pesticidom. In če pride do zastrupitve, potem matica umre
in gnezdo propade. Pri medonosni čebeli matica nikoli ne nabira hrane in nikoli ni neposredno izpostavljena pesticidom. Tako da lahko rečemo, da so čmrlji potencialno bolj ogroženi zaradi pesticidov in je res pomembno, če uporabljamo pesticide, da jih uporabljamo v skladu z navodili, torej res po noči in pa iz tega grafa vidimo, da je boljše, če že škropimo, da škropimo pozno zvečer, ne pa zjutraj, zato ker če bomo škropili pozno zvečer, potem se bo potem do jutra res stvar posušila, če bomo pa škropili zjutraj, pa obstaja tveganje, da bo še precej ostankov na cvetovih, ko bodo postali dejavni čmrlji. Potem pa še pomanjkanje varnih gnezdišč. Tudi to je povezano s spremembami v okolju. Čmrlji gnezdijo na tleh, zato so njihova gnezda zelo izpostavljena težkim kmetijskim strojem. Če je nek travnik pokošen 5-krat na leto z enim težkim traktorjem, je zelo majhna verjetnost, da bo tako gnezdo preživelo. Na raznih mejic, kjer bi pa čmrlji varno gnezdili, varni predstroji, je pa vedno manj. Podobno pri samotarkah, včasih so recimo gnezdile v slamnatih strehah in pa v luknjah v lesu, ki je bil glaven gradbeni material. Tega danes praktično ni več. Raznih mejic, kjer bi pa tudi našli varno zatočišče ali pa prostor za gnezdenje, pa je vedno manj. Tudi tu medonosna čebela nima težav, zato ker sicer naravno je gnezdila v duplih, dupel je danes malo, ampak pa številna nadomestna gnezdišča v čebelnjakih. Tu bi potem zato še enkrat poudaril, da spremembe v okolju so za divje prašavce še bolj usodne kot za medonosno čebelo. Zato, ker jih ne moremo hraniti, zato, ker so potencialno bolj izpostavljeni pesticidom, ker jim primanjkuje gnezdišč in pa tudi o boleznih sicer nisem nič kaj dosti govoril, ampak tudi pri boleznih je podobno. Tudi dobili smo kar nekaj bolezni pri čmrljih, tudi čebelje bolezni, vendar jih ne moremo zdraviti, zato ker živijo divje, medtem ko pa medonosno čebelo pa lahko čebelarji zdravijo. Zdaj, opraševalci so ogroženi, kako jim lahko pomagamo. V osnovi je stvar dokaj enostavna, zagotoviti jim je treba hrano, gnezdišča in pa zdravo okolje, potem v praksi je to sicer nekoliko težje izvesti, ampak se pa da. Zdaj, kaj imamo v mislih, ko govorimo o zdravem okolju, to pomeni predvsem pravilno, preudarno uporabo pesticidov, če jih že uporabljamo. Hrano opraševalcem najlažje zagotovimo z ohranjanjem cvetočih travnikov. To je najpomembnejši življenjski prostor opraševalcev, ne samo zaradi hrane, ampak tudi zaradi gnezdenja. Čmrlji gnezdijo na travnikih, na tleh. Zdaj, kako take travnike vzdrževati, da jih bomo imeli? Dejansko je vzpostavljanje takih travnikov dolgotrajno, zato je ključno varovanje obstoječih, nekaj teh travnikov še je, zato je pomembno, da se zavemo njihovega pomena in da jih pravočasno začnemo varovati. Se pravi, da jih kosimo enkrat ali pa največ 2-krat na leto in pa ne preveč gnojimo, če sploh. Zdaj, če so pa travniki že uničeni, je pa možno tudi potem nazaj oživiti, ampak to ni enostavno, zato ker če so preveč bogata z hranili, potem take cvetoče rastline niti ne bodo uspevale. Če pa niso preveč pognojena, če niso preveč bogato založena s hranili, pa lahko oživljanje travnika pospešimo tudi s sajenjem semen. S tem, da tu nastopi težava, ker je na trgu zelo težko dobiti primerno seme, zato ker večina semena je, pa praktično vse seme, ki ga dobimo v trgovinah za te pisane travnike, je uvoženo, kar pomeni, da je predelano lahko tudi 1000 kilometrov stran in gre lahko za druge podvrste rastlin, ki živijo pri nas in pride do genetskega onesnaženja, lahko pa tudi prinesemo kakšne nove vrste ali pa tudi celo kakšne invazivne vrste se najdejo v takih semenskih mešanicah.
Tako da, če želimo travnik oživiti, je potem pomembno, da uporabimo lokalen seneni drobir, da ga dobimo pri kakem kmetu v bližini, ki ima pisan travnik, pa potem seme dobimo tam. Ampak kot rečeno, pomembno je, da travnik ni preveč založen s hranili, sicer ta semena, te rastline sploh ne bodo tam uspevale. Potem, če se manj kosi, lahko nastopi pa problem tudi invazivnih rastlin, zato je pomembno, da jih odstranjujemo, sicer lahko one zavladajo. In pa po drugi strani pa tudi problem, če se pa košnja povsem opusti, potem si pa ti travniki tudi zarastejo, in tudi niso potem tako uporabni za opraševalce. Potem opraševalcem lahko pomagamo tudi s setvijo medovitih rastlin, predvsem je to koristno na območjih z bolj intenzivnim kmetijstvom, kjer ni možnosti ohranjanja pisanih travnikov in pa mejic, ker mejice so tudi pomemben vir hrane in pa prostor za gnezdenje. Tam se potem lahko poslužujemo tudi medovitih rastlin, to tudi precej promovirajo čebelarji, zato ker so te rastline koristne za medonosno čebelo, ampak tudi za nekatere opraševalce. Zakaj sploh sejemo medovite rastline? Recimo, če pa me takrat, ko cveti sadno drevje, imajo opraševalci obilje hrane, zakaj bi jim potem pomagali z medovitimi rastlinami? Z medovitimi rastlinami jim pomagamo pred cvetenjem sadnega drevja in pa po cvetenju, zato ker, kot že prej rečeno, opraševalci potrebujejo hrano od pomladi do jeseni, da zaključijo svoj življenjski krog, in če imajo samo 2 tedna obilja, takrat, ko cveti sadno drevje, je to mnogo premalo, da bi lahko na nekem območju uspevali. Torej, na opraševalce moramo misliti celo leto, ne samo takrat, ko jih potrebujemo za opraševanje. Zdaj, pri medovitih rastlinah je veliko bolje, če sejemo mešanice. 2 razloga sta za to. Prvi razlog je to, da s tem podaljšamo obdobje cvetenja, zato ker vse rastline ne cvetijo istočasno in potem taka površina zagotavlja hrano dalj časa. Drugi razlog je potem, da s tem, ko sejemo mešanico, zagotovimo hrano različnim opraševalcem. Recimo, če sejemo samo ajdo, bomo na njej videli medonosno čebelo, muhe trepetavke, nekatere samotarke, ampak čemrlje pa praktično ne bomo videli. Če pa sejemo mešanico, bomo po vsakem opraševalcu zagotovili neko primerno hrano ali pa vsaj večjemu številu opraševalcev. Zdaj bi pa tu rad poudaril, da seveda te mešanice ne morejo nadomestiti pisanih travnikov, zato mora biti varovanje pisanih travnikov še vedno prioriteta. Tam, kjer pa to ni možno, pa lahko si potem pomagamo s temi mešanicami medovitih rastlin. S tem, da tudi ni verjetno realno, da bi kmetje to na veliko sejali, zato ker potem izgubijo del pridelovalnih površin. Ampak je pa še slabo izkoriščen potencial strniščnih dosevkov, tam bi pa lahko več sejali medovite rastline, zato ker to prinaša še tudi druge koristi za kmetijstvo, tudi preprečuje spiranje hranil, pa erozijo in še drugo. In s tem se pa tudi ukvarjamo v okviru enega EIP projekta, EIP POMOP, to je pomoč opraševalcem v kmetijski krajini, kjer skupaj s Kmetijskim inštitutom na 5 kmetijah preizkušamo različne dosevke, ki so prilagojeni tudi opraševalcem. Opraševalcem, predvsem čebelam samotarkam, lahko pomagamo tudi z gnezdilnicami. Zdaj, tu na fotografiji je primer gnezdilnice, ki smo jo razvili v okviru projekta Sadarji za opraševalce in opraševalci za sadjarje. Ampak na terenu vidimo različne izvedbe gnezdilnic. To je primer ene gnezdilnice v enem sadovnjaku na Štajerskem. Vidimo, to je v bistvu zelo velika gnezdilnica, bolj bi bilo, da bi bila manjša, ampak vidimo, da je stvar v osnovi precej enostavna. Izdelamo jo iz otlih rastlinskih stebel in pa
lesa, v katerega zvrtamo luknjo. Je pa problem takih velikih gnezdilnic, ker gre za veliko koncentracijo čebel, da se potem lahko zelo namnožijo razni zjadavci, recimo pršice, česar si pa ne želimo. Potem lahko v takih gnezdilnici čebele samotarke kar naenkrat izginejo, ker so preveč okužene. Zdaj, kako tako gnezilnico izdelamo, lahko jo kupimo, vendar pri teh kupljenih gnezilnicah, ali pa tudi pri nekaterih izdelanih, so pogosto napake. Dejansko je težko kupiti gnezilnico, ki je bila res v redu. No, in glavni problem kupljenih gnezilnic je ta, da imajo prevelike luknje. Bom potem kasneje povedal, kakšni primeri morajo biti. In pa prekratke luknje, so gnezilnice zelo ploščate. Na videz izgleda gnezilnica velika, v resnici pa nudi zelo malo prostora. No, pri gnezilnicah, ki jih pa naredimo doma, pa poleg prej navedenih napak, se pa tudi rado zgodi, da pretiravamo z velikostjo, recimo taka velika gnezilnica ni primerna zaradi bolezni, pa tudi dejansko verjetno vprašanje, če je toliko hrane v bližini, da lahko se nahrani toliko čebel. Zdaj, od letos naprej lahko kmetje za trajne nasade dobite tudi podporo za postavitev gnezdilnic za čebele samotarke, pa tudi za druge ukrepe. No, in v tej podpori so tudi navedena pravila oziroma so navodila, kako mora ta gnezdilnica biti narejena, da je potem ustrezen, zato tudi dobite podporo. Zdaj, mora biti narejena iz lesa in pa votlih rastlinskih stebel. Potem mora biti vsaj 200 lukenj, hkrati je pa tudi priporočena velikost, torej ni treba pretiravati z velikostjo, boljše je postaviti več manjših gnezdilnic. Treba tudi upoštevati, da čebele samotarke letajo samo 100 metrov od gnezdilnice, ne tako kot medorasna čebela, ko leti 1000 ali pa 3000 metrov, če je treba. Tako da, če imate velik sadovnjak, je že zaradi tega treba postaviti več gnezdilnic, zato ker mogoče iz ene gnezdilnice niti ne bodo čebele letale do drugega konca sadovnjaka. Potem pomembne premer lukenj, naj bodo od 4 do 9 milimetrov, največ lukenj pa premera 6 do 8 milimetrov. Potem globine 8 do 15 centimetrov, idealno pa tam okrog 10 centimetrov. Zadnja stran luknja mora biti zaprta, torej ne smete prevrtati skozi les, ali pa če žagate bambus, mora biti potem tudi kolence zadaj. Sama oblika ni tako pomembna. Sprednji del lahko zaščitite z mrežo, zato ker so ponekod problem ptice. No, pomembna je pa tudi lokacija, postavi se jo na sončno mesto, na višini 1 do 2 metrov, torej ne na tleh, kot kdaj vidim. In pa pomembno je, da je tudi, če to postavljate v sadovnjaku, ki ga škropite, da ni izpostavljena zanašanju fitofarmacevtskih sredstev, zato ker potem v tem primeru je gnezdilnica past za samotarke. Na koncu bi pa predstavil še eno posebno gnezdilnico, ki smo razvili v okviru projekta Sadjarje za opraševalce in opraševalci za sadjarje. Že prej sem omenil, da je lahko problem so zajadavci, zato smo potem oblikovali gnezdilnico na način, da se zajadavci v njej težje namnožijo, in sicer tako, da čebele izmenično gnezdijo v 2 polovicah. Eno leto gnezdijo v eni polovici, drugo leto pa v drugi polovici gnezdilnice. V tem primeru, letos bo gnezdile tule, ko ni mreže, lani so pa gnezdile na tej strani, kjer je zdaj mreža. To je situacija pomladi. Zdaj, kako bodo čebele prišle sem, če je pa mreža zadaj, kako se bodo zlegle, kako bodo prišle ven. Tako, da skoraj smo pustili tako špranjo, čebele so šle ven, ne znajo pa nazaj noter in potem zato gnezdijo na drugi strani gnezdilnice. Čebele potem tako lepo gnezdijo in če so dobre
razmere, potem tako lepo zapomnijo vse luknje in potem to gnezdilnico lahko po obdobju gnezdenja tudi zaščitimo, to je drugo polovico, zato da preprečimo recimo dostop raznim škodljivcem. Tu zdaj razlagam za primer, ko želimo opraševati v sadovnjaku, če imamo to doma na vrtu, potem ni potrebe potem, da bi mogoče na tak način posegali v naravo. Ampak tudi, če damo mrežo, tudi na drugo polovico je pomembno, da je vedno na vrh šprana. Če se karkoli izleže, da lahko gre ven, da ni potem to ujeto, da niso žuželke ujete v taki gnezdilnici. Še ena posebnost te gnezdilnice, če niste prej opazili, je pa tule bolj jasna, je pa to, da luknje niso zavrtane tako v les, ampak gre za kanalčke na deskah, ki so potem naložene ena na drugo in se jih potem lahko tudi odpre in očisti. Kajti v delu, kjer so čebele gnezdile prejšnje leto, je potem se gnezdilnica izprazni, lahko to potem vzamemo ven, odpremo, očistimo in tudi na tak način potem zmanjšamo prenos zajedavcev med generacijami. To sem zdaj predstavil tako zelo poenostavljeno ali pa na kratko. Če bi se kdo tega lotil, mora potem pogledati naš priročnik Sadarji za opraševalce in opraševalci za sadarje. Tam so potem bolj natančna navodila, tudi mere, kako to narediti in pa potem tudi kako nameščati mrežo, pa kdaj, da bo potem zadeva funkcionirala. Na koncu bi pa omenil še talna gnezdišča za čebele samotarke, ki so manj znana, čeprav, kot že omenjeno, večina divjih čebel živi oziroma gnezdi v tleh. Tudi njim lahko pomagamo z nameščanjem gnezdilnic, in sicer v Sloveniji to prvič testiramo v okviru prej omenjenega projekta EIP POMOP. Smo letos postavili na 5 kmetijah 20 talnih gnezdišč za čebele samotarke, in sicer tako, da smo skopali tako jamo, vanjo postavili okvire in potem jih nazaj zasuli zemljo in pa to zemljo potem različno močno zatlačili, zato ker nas zanima, katera podlaga jim bo najbolj ustrezala. Čebele potem podobno kot v klasičnih gnezdilnicah, v luknjah v lesu, tu sicer same naredijo luknje, izkopljejo in potem naredijo take kamrice, v katere odložijo cvetni prah in pa potem jajčeca. Tako na koncu še par besed o Nacionalnem inštitutu za biologijo. Prihajam z oddelka za raziskave organizmov in ekosistemov, kjer se 3 ali pa 4 sodelavci ukvarjamo tudi z opraševalci, in sicer predvsem s pestrostjo, ekologijo, monitoringom in pa varovanjem opraševalcev. Veliko, a pa največ pozornosti posvečamo opraševalcem v kmetijstvu, se pa ukvarjamo tudi z opraševalci v mestih. Veliko sodelujemo z ministrstvi, lokalnimi skupnostmi, raziskovalci, kmeti, kmetijskimi svetovalci, šolami, zavarovanimi območji in pa zelo aktivni smo tudi pri prenosu znanja v prakso. Kajti pomembno nam je, ne da samo da raziskujemo, ampak da tudi potem to znanje, da poskrbimo, da to znanje potem tudi preide v prakso, bodi rezultati naših raziskav, pa tudi rezultati tujih raziskav. Če vas tematika bolj zanima, oziroma če bi se določene stvari želeli še bolj podrobno spoznati, vabljeni k pregledu dodatne literature, sicer predvsem priročnikov pomena opraševalcev za kmetijstvo in pa priročnika Sadarji za opraševalce in opraševalce za sadjarje. Oboje je dostopno na spletu v obliki PDF-a. Potem imamo tudi kar nekaj videov, krajših in pa daljših na to temo, ki jih lahko poiščete na YouTubu, na kanalu EcoSnip. Ali pa mogoče najlažje pridete do tega, če obiščete spletno stran opraševalci.si. To je spletna stran Društva Čmrljica, Slovensko društvo za varstvo opraševalcev. Društvo ima tudi
socialna omrežja, na katerih lahko potem tudi spremljate naše aktivnosti in pa zanimivosti iz sveta opraševalcev.